Pozdravljam vse udeležence konference ključnih deležnikov na področju varovanja in krepitve zdravja otrok in mladostnikov. Naj začnem z mislijo, ki jo je včeraj izrazil eden od dijakov na izobraževanju za promotorje zdravja. Ena najpomembnejših človeških vrednot je zdravje, ki nam nudi dobro počutje in nam pomaga pri vsakodnevnih izzivih. Ta izjava mi pove, da mladim zdravje je pomembno in da je pomembno naše prizadevanje, da jim omogočimo prostor, da si lahko izberejo zdravo življenje. Naj vam na kratko predstavim program, ki ga Zavod Izris s partnerji in ob finančni podpori Ministrstva za zdravje Republike Slovenije ter ob podpori občin izvaja v srednjih šolah po Sloveniji. Program se imenuje Izberi zdravo življenje in naslavlja teme rabe tobaka, alkohola in marihuane med mladimi. Tukaj lahko vidite nekaj sloganov, ki so si jih zamislili dijaki srednjih šol, zdravstvenih šol in vzgojiteljskih šol po Sloveniji, s katerimi želijo svoje sovrstnike in pa mlajše od sebe prepričati, pregovoriti, spodbujati, da vztrajajo pri izbiri zdravega življenja, ki izključuje tako uporabo tobaka, alkohola kot marihuane. Skupaj se zavzemamo za vizijo, da otroci ne bi začeli kaditi in piti in da bi pri mladih zmanjšali rabo tobaka, alkohola in marihuane. Naš dolgoročen namen je pa prenašanje znanja in izkušenj pri zmanjševanju škodljivega vedenja preko obveščanja, izobraževanja in osveščanja mladostnikov. Dijaki namreč v času šolanja vplivajo na svoj odnos do zdravja ter na svoje vrstnike in predvsem na mlajše od sebe. Kot na primer bodoči zdravstveni delavci vplivajo na družine, s katerimi bodo delali, ter na svoje družine in socialno okolje. Tako program omogoča obveščanje o negativnih učinkih uporabe tobaka, alkohola in marihuane na zdravje ter s tem povezane za posameznika dolgoročne posledice, ki so lahko zdravstvene ali socialne narave. To dosegamo preko izobraževanja, nekako splošno cele šole, vseh dijakov, potem pa bolj specifično posamezne razrede, izobražujemo dijake za promotorje in pa tudi za animatorje. Se pravi, da lahko in da zna vsak izmed teh mladih predstaviti svoje mnenje, kaj si misli o svojem zdravju, o tem, kaj se dogaja v Sloveniji, kako podpira Slovenija zdravje mladih. Potem naslednji korak, ki ga naredimo, je implementacija v lokalnem okolju. Sami ne moremo doseči toliko ljudi in osvestiti toliko ljudi, kolikor jih lahko mladi, preko svojih poznanstev, preko svojega dela, preko na primer svoje prakse, ki jo izvajajo v vrtcih, v šolah. In zato želimo, da čim večji delež teh dijakov, ki se izobražujejo za promotorje zdravja, lahko doseže svoje lokalno okolje. Običajno zaključimo vsak modul programa z neko skupno prireditvijo, z nekim dogodkom, ki je zabavne narave, ki nekako poveže vse, ki so se v šolskem letu trudili za to, da smo izpeljali program, da smo dosegli čim večjo, čim širšo publiko in jim zato namenimo nek zanimiv dogodek v njihovem lokalnem okolju.